лежала, погумавлю в серці. Жінський див. Ще. Мужський див. Праздник всегда не стало, праздник всегда не стало, писан жmienie weselje. Звістив, 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 звістив,
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Spoštovani bratje in sestre, zelo pri srcu mi je podoba o treh velikih ljubeznih, ki jih je gojil sveti Janez Bosko. Imamo ga tukaj sredi med nami in smo tega zelo veseli. Dve taki veliki ljubezni smo na nek način omenili že včeraj. Njegovo veliko ljubezen do Marije in do Evkaristije. Do Marije, ker smo ne nazadnje tudi v njenem mesecu, čudovitem mesecu maju, in do Evkaristije. Dan za dnem, nedeljo za nedeljo se udeležujemo te svete skrivnosti. Tretja taka bela ljubezen, pa lahko rečemo, da je Don Bosco gojil do papeža in cerkve. Papež v belem. Čudovita prigoda oziroma čudovite sanje, kako papež v belem vodi najbolj cerkve med dva stebra, v katerem ta cerkev najde svoj mir. Med stebra Evkaristije in Marije, to vlade cerkve pa krmešče Mariji, papež, mož v belem. Zato smo danes tako zelo veseli, da je v začetku romanja Domostove delitvi po Sloveniji med nami naš kasir, škof gospod Marjan Turašek, Slomškov naslednik. In vemo, da sta bila škof Slomšek in sveti Janez Bosko, da sta živela v istem času, v istem obdobju in da sta se na nek zelo podoben način prizadevala na svojem pastoralnem poslanstvu. Tako je, kot drugi, sta imela veliko srce tudi do mladih, do otrok in do cerkve. Torej, vsem pozdrav, ko smo več pohvaljeni med nami. Veseli smo, da boste z nami darovali to sveto daritev, ki naj vsem nam prinese bogate duhovne sadove. Da bi pa se to zares zgodilo, ob začetku svete maše iskreno prosimo za odpuščanje svojih grehov. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Slava Bogu navišava. Molimo. Gospod naš Bog, u svojej previdnosti si nam dao svetega Janeza Boska za očeta in učitelja mladine. Pod vodstvom Device Marije je neotrudno delal za blagor Cerkve. Tudi v nas vnemi isto gorečnost, da bomo reševali brate in tako služili Tebi, ki si naše edino in najvišje dobro. Po Kristusu
Gospodu Jezusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo. Obudil jim bom pastirja. Berilo iz knjige preroka Ezekijela. Takole govori vsemogočni Gospod. Glejte, sam bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi razkropljenih ovac, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Sam bom pasel svoje ovce in jim dajal počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepil, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Postavil bom čeznje pastirja, ki jih bo pasel, svojega služabnika Davida. Ta jih bo pasel, ta jim bo pastir. Jaz, Gospod, bom njihov Bog in moj služabnik David bo knez med njimi. Jaz, Gospod, sem govoril. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz, Gospod, njihov Bog, z njimi in da so oni, Izraelova hiša, moje ljudstvo, govori vsemogočni Gospod. Vi ste moje ovce, čreda moje paše. Vi ljudje, jaz pa sem vaš Bog, govori vsemogočni Gospod. To je Božja beseda.
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Bratje, veselite se v Gospodu in to zmeraj. Ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Ničesar si ne ženite k srcu, ampak v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvami, s prošnjami in zahvalami. In mir, ki ga daje Bog in ki presega vse, kar si lahko predstavljamo, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je plemenito, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in ugledno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami. Božja beseda. Gospod z vami In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas so učenci stopili k Jezusu in ga vprašali, kdo je največji v nebeškem kraljestvu. Tedaj pokliče k sebi otroka, ga postavi mednje in reče: resnično povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pojdete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža, da bo kakor ta otrok,
bo največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme takega otroka v mojem imenu, sprejme mene. Kdor pa pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da mu obesijo mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja. Varujte se, da ne boste zaničevali katerega teh malih. Povem vam, njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega nebeškega Očeta. To je Kristusov evangelij. Spoštovani inšpektor slovenskih salezijancev, dragi bratje salezijanci, drugi duhovniki, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre v Kristusu, dragi vsi častilci svetega Janeza Boska. Svetega Janeza Boska imamo na obisku, svetnika imamo na obisku. In to je za Maribor in za Slovenijo velik dogodek in velika priložnost. Kaj pomeni to, da imamo svetnika na obisku? Saj smo v molitvi k svetnikom vedno z njimi povezani. V občestvo svetnikov verujemo. O čem je potem razlika med tisto prisotnostjo svetnikov, ki je vedno, in tokratno prisotnostjo svetega Janeza Boska po njegovih relikvijah med nami? Če bi otroka vprašal, kaj se jim zdi, kaj je boljše, gledati reklamo za Milko po televiziji ali držati Milko čokolado v rokah? Kaj bi odgovorili? Mislim, da ni dvoma. Če bi navdušence za nogomet, zdajle, ko je prvenstvo, končnica na evropskih društev, klubov, kdo bi želel bolj biti na licu mesta, na štadionu ali raje gledati po televiziji? Med pravimi navdušenci se mi zdi, ne bi bilo dileme. Na igrišču v živo je nekaj čisto drugega, kakor preko televizije. Čeprav morda celo bolje vidimo po televiziji. Ampak vzdušje, resničnost pa je vedno nekaj večjega, boljšega, kakor samo prenos preko televizije. Ali če bi moža in ženo vprašal, ali bi bila zadovoljna, če bi bila mesece in mesece povezana samo preko telefona, morda Facebooka ali kakšne druge zveze. Mislim, da bi kmalu rekla, da je v živo nekaj čisto drugega, kakor preko teh sredstev. In nenazadnje, gledajte, Bog je povsod prisoten in vendar, ko ga imamo pod podobo kruha telesno navzočega med nami, je to spet nekaj čisto posebnega. In nekaj podobnega je razlika med tem, ali svetnika častimo kar tako nasplošno, se k njemu zatekamo kar tako nasplošno, ali pa pridemo tudi v njegovo telesno bližino. In relikvije so telesna bližina svetnika. Telo, relikvije so namreč del telesa. Telo človeka je tisti prostor,
dokler živi na zemlji, v katerem, če se da Bogu na razpolago, Bog deluje. Ja, tudi v nas, kadar se mu damo na razpolago, Bog deluje v tem prostoru, ki ga mi svojim telesom zasedamo. Deluje po naših sposobnostih, deluje potem tudi po naši duši, našem duhu, ki pa ima svoj sedež v telesu. Zato je telo izrednega pomena za človeka. Mi potrebujemo to telesno bližino. In če je v telesu svetega Janeza Boska Bog deloval, ko je živel na zemlji, če je po njem delil ljudem okrog njega toplino, svojo ljubezen, dobroto, usmiljenje, tolažbo, potem Bog gotovo lahko to dela na poseben način tudi po njegovi smrti, po bližini njegovih telesnih ostankov, ki jih imenujemo relikvije. Tokrat imamo v svoji sredi njegovo desnico, desnico svetega Janeza Boska. Ta roka, ta desnica ni mrtva. Zato, ker Janez Bosko ni mrtev. Ta desnica pomeni njegovo živo, posebno navzočnost sredi med nami, po kateri Bog deluje in želi delovati tudi v Mariboru v teh dneh, tudi v Sloveniji v teh tednih, ko bo tukaj. Zato prihajajte v njegovo bližino, telesno bližino. Tako kakor otrok z veseljem prihiti v telesno bližino matere in očeta, zato ker je to nekaj čisto drugega, kakor biti samo nadaljavo povezan z njima. Tako tudi posebna svetost, ki se je učlovečila v svetem Janezu Bosku, postaja navzoča na poseben način po njegovi desnici. Po njegovi desnici so bili ljudje, zlasti mladi in otroci, deležni Božje dobrote, Božje ljubezni, Božjega usmiljenja, Božjega odpuščanja. Da, po telesni navzočnosti in kretnjah in dejanjih njegove desnice. In to isto želi Bog po njegovih relikvijah nakloniti nam tudi danes. Sveti Janez Bosko, kakor vsak svetnik, je tudi na poseben način razlaga Božje besede. Don Bosko je eksegeza Božje besede, torej razlaga Božje besede. Zato, ker je Božjo besedo ljubil, ker jo je poslušal, ker jo je sprejel vase, ker je pustil, da ga je Božja beseda prekvasila, da ga je Božja beseda prepojila in je postal živa Božja beseda. Po njem je in tudi danes govori Bog sam. Morda potegnimo iz današnje Božje besede vsaj kakšno misel, kako je Don Bosko zaživel to Božjo besedo. V prvem berilu smo slišali o pastirju, ki da življenje za svoje ovce. Po pastirju, po katerem Bog sam vodi svoje ovce, torej ljudi. Don Bosko je bil takšen pastir. Ponotranjil je tisto Božjo besedo, ki je prerok Jeremija tako čudovito zapisal, ko rekel, še predno sem bil spočet v telesu moje matere, si me poznal. Predno sem se rodil, si me izvolil in me dal poslanstvo. V tem je Janez Bosko začutil, koliko Bogu pomeni človekovo življenje. Življenje vsakega človeka. In zato je zastavil svoje življenje za življenje vsakega človeka. Globoko je cenil in spoštoval vsako človekovo življenje. Zato ga je tako prizadelo, ko je videl, kako se mladi otroci pravzaprav izgubljajo, kako jih svet, kako jih ulica, kako jih zlo srka vase. In zato je zastavil vse svoje življenje in tudi svoje brate in sestre pritegnil v to delo, ker ni mogel dopustiti, da bi življenje, ki ga je Bog ustvaril, ki ga Bog neskončno ljubi, bilo izgubljeno, posrkano od zla.
Takrat je veliko otrok ostalo sirot. Starši so jih rodili, pa jih mnogokrat niso mogli preživljati. Otroke so velikokrat izpostavljali pred vrata inštitucij, ki so se ukvarjale z sirotami. In Don Bosco je za take poskušal poskrbeti in jih odtegniti ulici, odtegniti zlu. Njegova preventivna metoda vzgoje, torej preprečiti zlo, prehiteti zlo z dobroto, je še danes kako aktualna. In kaj nam morda prav posebej njegovo razumevanje Božje besede govori? Danes imamo posebne vrste sirote, na več načinov. Ulica je danes prodrla v dnevne sobe, v sobe otrok, preko interneta, preko televizije in jih zasužnjuje na mnogotere načine. Danes je na ulicah in naših trgih in drugod na vsakem vogalu mogoče najti in dobiti mamila, ki zopet srkajo mlade v zlo. In še ene vrste sirot obstaja. To je tiste sirote, ki jim je bilo onemogočeno, da bi zaživeli zemeljsko življenje še pred rojstvom. Morda nam lahko Don Bosco ob svojem obisku tudi tukaj kaj namigne, da kakšno spodbudo. Glejte, v letu 2011 je v Sloveniji bilo narejenih čez 4000 splavov. Od leta 1979 do 2011 je v Sloveniji bilo opravljenih 381 000 umetnih prekinitev nosečnosti. To pomeni, da v Sloveniji danes manjka 381 000 ljudi starih do 34 let. Tako niso samo oni posebne ostali sirote, ampak slovenski narod je postal sirota zaradi tega. Razsežnosti v svetu so še večje. Od 73. leta naprej je v Ameriki bilo opravljenih 55 milijonov umetnih prekinitev nosečnosti. Od 73. leta na Kitajskem, takrat je začel tam veljati zakon o enem otroku, je bilo opravljenih nad 360 milijonov splavov. Dragi bratje in sestre, to je posebne vrste revščina današnjega časa. O tem ne razmišljamo zato, da bi obsojali, nasprotno, zato, da bi tudi svetega Janeza Boska prosili, da nam pomaga, da bomo po Božji besedi in molitvi našli odgovore na to revščino, na to uboštvo, na toliko zla, ki iz teh odločitev izhaja. V drugem berilu smo slišali: veselite se, bratje, vedno se veselite, zopet vam pravim, veselite se. Tudi ko v luči te Božje besede gledamo življenje svetega Janeza Boska, vidimo, da je bil ena sama razlaga te Božje besede. Koliko je storil za veselje. Vedel je, da je veselje lahko doma samo v čistem srcu. Zato si je toliko prizadeval, da bi mladini ohranil čisto srce. Ker brez čistega srca ni mogoče čisto, pristno, pravo veselje. Ker je v tolikih srcih onemogočeno pristno veselje, si je čas, v katerem živimo, moral izmisliti stroje za veselje, ki pa seveda veselja ne morejo dati. Podjetja, ki bi naj pričarala ali dala ljudem veselje, zabave, užitke, kar pa je pravzaprav pogreb, če tako rečem, pristnega veselja. Sveti Don Bosco pa je uspeval preko svojih srečanj z mladimi, preko najrazličnejših metod, tudi s čarodeji, kakor ste danes doživljali,
prinašati in veselje v mlada srca in ohranjati mlada srca čista za to veselje. Nekdo je rekel, da poznamo dve vrsti veselja. Eno je imenoval šampansko veselje, drugo pa veselje japonske češnje. In sveti Janez Bosko je učil razlikovati mlade, pa tudi starejše med tema dvema veseljema. Šampansko veselje je tisto, ki se pojavi burno, kot šampanjec, ko ga odpremo. Potrebuje nek zunanji vzrok. In ko naslednjič želimo doživeti isto veselje, potrebujemo še močnejši zunanji vzrok. In tako naprej. Kakor pride burno hitro, tako tudi to veselje lahko hitro zgine in človeka pusti praznega. Praznina je še večja, kakor prej. In kdor jo hoče in želi napolniti, mora poseči še po močnejšem sredstvu za pridobitev takšnega veselja zunanjega. A je končno neuspešno. Medtem ko je veselje japonske češnje, kakor smo zdaj opazovali pomlad drevje, kako je pravzaprav iz dneva v dan zacvetelo. Ni kar v eni minuti zacvetelo, ampak je potrebovalo nekaj dni, kak teden in naenkrat je bila ta japonska češnja, ki tako zacveti, da je vsa v cvetju in sam cvet pred nami. Takšno je to pristno veselje, ki prihaja počasi, se pojavi iz notranjosti, ne iz zunanjosti, ampak iz notranjosti človeka. Bog je tisti, ki to veselje v človeka položi in tam raste in v nekem trenutku, ne da bi se človek zavedal, ga prevzame popolnoma. In naenkrat je vsa okolica polna tega njegovega veselja, ki se prenaša naprej. Prosimo svetega Janeza Boska, naj nam pomaga v naših družinah, v naših okoljih, zlasti med mladimi, pa tudi med vsemi nami graditi pot takšnega notranjega pristnega veselja, katerega vzrok je Božja bližina. In če se ustavimo samo še ob misli iz Evangelija, ko pravi, kdor hoče priti v Božje kraljestvo, naj postane kakor otrok. In tudi to je živel sveti Janez Bosko. Živel na poseben način. Čutil je, da je potrebno postati otrok, kar pomeni, da je potrebno začutiti potrebo po sprejetosti. Kajti otrok je tisti, ki nujno potrebuje, da ga nekdo sprejme. Nujno potrebuje sprejetje strani staršev, strani lastne družine, strani potem prijateljev. Ta krog potrebe po sprejetosti se sicer širi. In gledajte, to je nekaj najbolj temeljnega. Človek sam ne more živeti, ne more preživeti. Zato potrebujemo sredine, kjer smo sprejeti, takšni, kakršni smo. In to je skupnost. To je skupnost zakona, to je skupnost družine, to je skupnost cerkve, župnija in v njej mala občestva, kjer je človek sprejet s svojimi mejami. In mislim, da je sveti Janez Bosko prav to tako enkratno znal resničiti. Ko je znal sprejeti vsakega mladega človeka, pa naj je bil še tako nemogoč, če rečemo. Zato, ker je v sprejetosti, v skupnosti pomembno, da znamo sprejeti meje drug drugega. Vsi imamo meje. Meje torej obstajajo. Če jih ne znamo sprejeti prav, postanejo meje znotraj skupnosti priložnost nasprotovanja, medsebojnega boja, branjenja, udarjanja, nasilja. Če pa jih znamo prav sprejeti, pa postanejo meje priložnost služenja drug drugemu. Meje postanejo priložnost uresničevanja ljubezni v odnosu drug do drugega. In takrat takšna skupnost, ki to uspe, postane
Mala cerkev, cerkev v malem. Naj nam sveti Janez Bosko v teh dneh, ko je tukaj kot svetnik telesno navzoč med nami, naj nam pomaga, da bomo v našem prizadevanju za novo evangelizacijo zmogli ustvarjati takšna mala živa občestva, v katerih bodo ljudje sprejeti takšni kot so, zato, da bodo lahko, ker so sprejeti, začeli rasti. Rasti tako, da bodo zmogli in znali sprejemati druge in tako drugim omogočati, da bodo rasli v človečnosti, rasli kot Božji otroci, rasli torej kot tisti ljudje, ki jih ima Bog neskončno rad, ki jih je imel v zamisli še predno so bili spočeti in želi, da bi se uresničili v tem življenju, pa v polnosti, v večnosti, skupaj s svetniki in svetim Janezom Boskom. Amen. Prisotnost svetega Janeza Boska, njegova telesna navzočnost med nami nam pomaga poglabljati vero. Zato to vero zdaj tudi z usti skupaj kot ena družina izpovejmo. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In o Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajanja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče je poklical svetega Janeza Boska, da je z modrostjo in ljubeznijo ter s pogumom in iznajdljivostjo razodeval Božjo skrb za vse ljudi, posebno za otroke in mladino. Ob obisku njegovih svetih relikvij z upanjem prosimo nebeškega Očeta. Nakloni vesoljni cerkvi dobrih voditeljev in skrbnih pastirjev, da nas bodo vodili po poti zveličanja. Prosimo te, usliši nas. Vzbudi vsem duhovnikom, vzgojiteljem in staršem posebno ljubezen, da bodo z Domboskovim srcem vzgajali mlade za celoviti razvoj njihovega življenja. Prosimo te, usliši nas. Razsvetli z darom Svetega Duha, starše, vzgojitelje in voditelje narodov, da bodo v mladih ljudeh vzbujali čut za duhovne vrednote.
Prosimo te, usliši nas. Odpri nam oči za potrebe bližnjih, še posebno mladih, in daj nam moči in vztrajnosti, da jih bomo hoteli in znali pomagati. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj nam, da si bomo po zgledu svetega Janeza Boska prizadevali za nove duhovne poklice, ki bodo širili tvoje kraljestvo med zapuščeno mladino. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za družine in za vse, ki se pripravljajo na družinsko življenje. Naj bodo odprti za življenje, se veselijo otrok in jih odgovorno vzgajajo v poštene ljudi in dobre kristjane. Prosimo te, usliši nas. Vsem rajnim sorodnikom, dobrotnikom in častilcem svetega Janeza Boska nakloni milost, da te bodo v občestvu svetih vso večnost hvalili in slavili. Prosimo te, usliši nas. Dobri oče, svojemu duhovniku Janezu Bosku si podelil milost, da je postal oče in učitelj mladine. Podpiraj tudi nas, da ga bomo posnemali v ljubezni in velikodušno služili svojim bratom in sestram. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sveti Janez Bosko je svoje fante učil vesele svetosti. Ponavljal je, služite Gospodu v veselju. Vaša svetost je v tem, da smo veseli. Bog tudi od nas pričakuje, da mu bomo vedno bolj podobni v veselju in svetosti. Naj ne iščemo vsega tega v virtualnem svetu, ker bomo na koncu razočarani. Zato prinašamo pred oltar računalnik. Na oltar ti prinašamo konstitucije, vodilo salezijanskega redovnega življenja. Tako ljube so bile svetemu Janezu Bosku. Za nas, salezijance, pa so Don Boskova živa oporoka. On sam nam pravi: če ste me imeli radi doslej, me imejte radi še naprej, z natančnim izpolnjevanjem naših konstitucij. Prvi Don Boskov naslednik, blaženi Mihajl Ruja, nam ponavlja: ko je naš oče poslal svoje prve sinove v Ameriko, je hotel, da bi fotografija predstavila sredi njih, medtem ko izroča Janezu Caglieru, voditelju odprave, knjigo konstitucij, kakor če bi hotel reči: jaz sam bi rad šel z vami, toda česar ne zmorem jaz, bodo storile te konstitucije. Varujte jih kot najdragocenejši zaklad. Zapisom iz prenovljenih pravil obljubljamo sebi, Don Bosku in mladim. Konstitucije sprejemamo kot knjigo življenja za nas in kot poroštvo upanja za male in uboge. Za nas so pot, ki vodi k ljubezni. Po Don Boskovem zgledu si bomo prizadevali, da bi bili vsi mi znamenje in nosilci Božje ljubezni mladim današnjega časa. Trudimo se, da bi Don Bosko imel tudi v Sloveniji svojo cerkev. Počasi nam bo uspelo. To so naše sanje, ki jih sanjamo že dolgo. Sedaj se uresničujejo. Vemo, da stavba ni vse, zato se trudimo iz dneva v dan gojiti Don Boskovega duha.
Sreča naj sije kot tvoj smekljaj. Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sprejmi, sveti Oče, daritev, ki jo obhajamo z iskreno pobožnostjo. Naj te ljubimo vsem in nad vse, da bo naše življenje opevalo tvojo slavo. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kviško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se te vedno in povsod zahvaljujemo, veliki in osmiljeni Bog, po našem odrešeniku Jezusu Kristusu. Ti, Oče večne ljubezni, si obudil v cerkvi svetega Janeza Boska kot prijatelja, brata in očeta mladine, da jo je vodil po poti odrešenja. S preroškim pogledom na nove čase je mlade pripravljal, da bi s pravo modrostjo in dejavno vero stopili v življenje. Po navdihu tvojega duha je ustanovil veliko družino, da bi po vsem svetu nadaljevala njegovo poslanstvo očeta in učitelja. Združeni v prazničnem zboru, tebe, Oče, tudi mi poveličujemo, te skupaj z angeli in svetniki tebi v slavo pojemo.
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, tukaj navzočim škofom ordinarijem Marjanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli, svetim Janezom Boskom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Don Bosco je bil razglašen za očeta in učitelja mladine. Sam je izgubil svojega lastnega očeta pri 3 letih. Gotovo je moral iskati nekje tudi ta nadomestek, najprej svoji mami, babici, bratih, prijateljih, sosedih. Sam doživljal, kaj je to, če izgubiš nekoga, ki lahko skrbi za tebe. In ko je postal duhovnik in videl, koliko revščine in osamljenosti je bilo v Torinu in koliko mladine, lahko rečemo tudi nekateri prav otroci še brez staršev, brez očeta, ko je moral pravzaprav ta otrok
skrbeti sam zase in morda še denar pošiljati domov. Zato jim je skušal postati to on. Ampak ne s tem, da bi se pred njimi hvalil in rekel, glejte, zdaj sem pa jaz nadomestek za vse. Ampak fante je pelal naprej k nebeškemu očetu. In zato, ker ni bil tak egoist, da bi navezal stvari na samega sebe, smo lahko danes rečemo oče in učitelj mladine. Tudi mi. Don Bosco je prišel med nas, ne zato, da bi rekel, zdaj pa poklikajte pred mene, jaz sem tisti največ. Ampak ne, jaz sem uspel postati svet z vsemi svojimi pomanjkljivostmi, z vsem prizadevanjem, z vsem tem, kar sem. Postal sem svet za nebeškega očeta, da sem pri njemu in tudi nas hoče pripeljati k nebeškemu očetu. S to molitvijo se tudi mi priporočamo, da bi nekoč prišli, tako kakor Don Bosco, k našemu, tako kot je Jezus rekel, očiju. Vsemogočni Oče, reši nas vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vsejenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Potrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, desnica Gospoda Jezusa je tu stegnjena vsem nam v pozdrav, v voščilo miru. Desnica svetega Janeza Boska, ta podaljšana roka, bi lahko rekli, Jezusova, ki je povsod delila njegov mir, pa tudi kruh, vse tisto, kar kruh pomeni, pa tudi prijateljstvo. Vse to je za nas povabilo pri tej sveti Evharistiji, da bo tudi naša desna roka nekako podaljšek te Božje dobrote, Božjega miru, odpuščanja med nami. Zato si porazdelimo ta Gospodov mir in si ga pomnožimo z voščilom, stegnjeno roko, pozdrav miru in sprave.
Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, ni zavreden, da greš meni, ampak reci je silo in zdravljeno moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Nebeški Oče, nasitil si nas zakramentom odrešenja, daj, da bomo posnemali neutrudno delavnost svetega Janeza Boska, ter tako mlade vodili k ljubezni Kristusa, tvojega Sina, ki je neizčrpen vir novega življenja in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Lahko kar usedemo. Razne nagrade se podeljujejo za vidne zasluge, za visoko strokovno delo, za nadpovprečne dosežke. Običajno jih prejemajo ljudje, ki tudi sicer stojijo v ospredju. V salezijanski sistem vzgoje in duhovnosti so se enakovredno zapisali in vključili izreden molivec Dominik Savio, duhovni voditelj August Holland, marljiva in vedno delovna mama Marjeta, prvi pomočnik Mihael Ruva ali z misijonsko zauzetost mariborski rojak Andrej Majcen. Ob robanju Don Boskovih relikvij bi se radi zahvalili salezijanci iz Maribora, 3 sodelavcem, ki svojega dela, hočeš ali nočeš, ne obešajo na veliki zvon, ki ne silijo v neko ospredje. Zagotovo najbolj skrito je delo gospe Tončke Ivanuša, ki ob petkih poskrbi, da so prostori v kleti, učilnice in mladinska soba brezhibno čisti, ki ob četrtkih skrbi za druženje v domu, molitev in skrb bolnikov za njihovo duhovnost. Ne samo ti 2 naloge, ki sem jih sedaj navrgel, tudi veliko drugih njenih del je takih, ki so daleč od oči javnosti, vendar zagotovo blizu Božjim očem. Drugi sodelavec je nekako Andrej Knez. Če bi v njem naredil anketo med našimi župljani ali med animatorji, bi ga malo kdo postavil med ključne osebe. Njegove naloge so vedno nekako vezane za delovanje iz ozadja. Tam, kjer kdo zmanjka, tam ponudi svojo roko, pa naj grem tukaj, ko izpostavim velik dogodek, ritem duha, za tajniško delo ali za njegovo skrb za pravilnost poslovanja in še mnogih stvari, ko ga pokličeš, nikoli ne reče ne. Tretja sodelavka je nekako Nina Potočnik. Veliko hitreje bi njeno predstavitev končal, če bi naštel
področja, na katerih ne sodeluje. Kot za naštevanje vseh tega, kar naredi. Svoje talente resnično daje na razpolago naši župniji. Veliko dekoracij je že pripravila, koliko slik in gradiv prenesla na internet. Pripravila in pospravila gradiva in rekvizite. Znano je tisto, da je tisto uredite animator in naredite nekaj bonina. Stvari so resnično tam, kjer morajo biti in marsikdaj jih je morala pospraviti prav njena roka. Če kakšno stvar ne vemo, kje je, se obrnemo na njo in je vse urejeno. Vsem tem se za njihovo nevides naporno delo iskreno zahvaljujemo in se jim želimo kot sodelavci naše župnije, mi Salezijanci, iskreno zahvaliti, pa da bi še naprej resnično lahko sodelovali. Podarili pa jim bomo skromno, nekakšno plačilo, ki ga pričakuje, ampak oni kot v skromnem delu, ki ga imajo, medaljon Janeza Boska. Na spominski dan, ko je bil Don Bosko med nami, pa prosimo, prijete naprej, pa en lep aplavz za nje. Spoštovani gospod Načkov, prav vam bi se rada zahvalila ob tem trenutku za vašo prisotnost med nami. Hvala, ker ste nas danes počastili svojo prisotnostjo in nam izkazali to čast, izkazali podporo našemu delu, izkazali podporo našemu zavetniku svetemu Janezu Bosku in vsemu, kar počnemo na tem področju. Hvala vam. Res, morda bi nam prav prišlo boljše kakšen zajeten kupček denarja, pa vem, da nam tega vi kot škof in naš škofija žal trenutno ne morete dati. Ampak vseeno, hvala za vse vaše molitve, hvala za vse vaše besede, besede na pravem mestu, ker beseda nadškofa še vedno nekaj šteje. Hvala vam. Glejte, danes je med nami sveti Janez Bosko. Res, on je znal sanjati in znal je počasi svoje sanje tudi uresničevati. Pa naj je šlo za mladino, za njegov preventivni sistem ali pa za stavbe. Dovolite nam, da sanjamo tudi mi. Da sanjamo svoje sanje in jih počasi z Don Boskovo pomočjo uresničujemo. Dovolite nam, da sanjamo o prostoru, kjer bi se srečevali mladi ali malo manj mladi v tem našem Mariboru. Da sanjamo o prostoru, kjer bi naši Salezijanci končno imeli spodoben dom. In da sanjamo o prostoru, kjer bi mi vsi iz te župnije, pa še kdo drug, lahko spodobno počastili Boga. Na krilih Don Boskovih relikvij nam dovolite te sanje. Takšne sanje so sanjali včeraj tudi naši umetniki, ki so naredili kar nekaj slik, katerim jih je so jih spodbudile Don Boskove sanje. Eden izmed njih je tudi gospod Zdravko Luketič.
Naš bivši župan, na katerega smo zelo ponosni, ne samo zaradi prelepe slike, ki jo je tokrat ustvaril za našega gospoda nadškofa, ampak za vse dobro, kar je v tej župniji in za to župnijo tudi storil. Kot mestni svetnik je velikokrat zastavil svoje ime za dobro tega našega projekta. Hvala še enkrat vsem, ker ste prišli in sanjajmo Don Boskove sanje. Hvala vam. Bila so omenjena nekatera imena, pa bi bilo zagotovo potrebno vsaj ob obisku Don Boskovih relikvij naštevati še in še in še in še. Ne bom nobenega omenil, enega pa, ki na nek način pooseblja vse tiste, ki ste se trudili in se vam resnično zahvaljujem. To je vaš župni gospod Jaka. Takole malo za šalo, malo zares pravi, Don Bosko ni prišel kar tako v Slovenijo, ampak za moj rojstni dan, ki ga slavi ravno danes. Torej njemu in vsem sobratom iskrena hvala za delo, torej vsem, ki ste se res trudili. Minute se iztekajo, ob 1:30 moramo tukaj že oditi z Don Boskom, tako da po maši boste imeli še čas, da osebno počastite. Ta čas ne bo ravno dolg, jaz pa moram tisti biti, ki mečkam priganja potem, ker nas v Radljah tudi že nestrpno čakajo. Torej res vsem iskrena hvala, naj tale Don Bosko z mladimi krasi prostore Don Boskovega centra skupaj še s plaketo, ki jo izročamo v znamenje zahvale in tudi kot spomin na obisk Don Boskovih relikvij. Kot sem že dejal, po slovesnem blagoslovu bo možnost počastitve, relikvij, dotika, pogleda, poljuba, pokleka, poželji. Dobili boste potem tudi spominsko podobico, eno še posebno, ki so jo delali, okrasili tudi mladi. Spominske podobice bodo delili pri izhodu, pri vratih. Tam bom tudi stisnil vsem obiskovalcem, molivcem, romarjem roko za to, da ste prišli k nam, da ste prišli počastiti našega svetnika, tudi zavetnika naše župnije. Se pa tudi priporočamo za kakšen dar. Don Bosko je vedno rekel, dajte, da bomo lahko naredili še kaj več in vidite, zaenkrat je to, kar je, mi bi pa radi še kaj več. Tako da se že vsak dar tudi priporočamo že vnaprej in hvala vsem. Bo pa, kot je Janez rekel, priložnost iti okoli Don Boska, tudi napisati morda kakšno misel, se zaustaviti, tudi potem se lahko vrnete na svoje mesto, tudi v miru, pa bi prosil, da če je le mogoče, mislim, da je to mogoče, da spremenimo po maši tudi ta prostor še za nekaj trenutkov za tistega, ki želi se v Don Bosku ustaviti pa resnično v tišini. Tako da, kdor bo odšel ven, bo vzunil tudi priložnost za klepet, pogostitev je vzunaj. Mislim, da ne pada dež, da se nam je vreme tudi toliko bilo naklonjeno, tako da bi prosil za tiste posameznike, ki pa bi se radi zaustavili, da jim damo to priložnost. O priložnosti obiska Don Boskovih relikvij nam cerkev podeljuje tudi popolni odpustek pod običajnimi pogoji in če se res pobožno udeležimo kakšne pobožnosti, počastimo Don Boskove relikvije in molimo po papeževem namenu. Vabim vas, da bi res pobožno zmolili sedaj za popolni odpustek.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Molimo molitev k svetemu Janezu Bosku, ki jo imamo tudi na zgibankah v sredini ali na podobicah. Sveti Janez Bosko, oče in učitelj mladine, sprejemljiv za darove Svetega Duha in odprt za razmire svojega časa, si bil za mlade, zlasti male in uboge, znamenje prednostne Božje ljubezni. Bodi naš vodnik na poti prijateljstva z Jezusom, da bomo v njem in njegovem evangeliju našli smisel svojega življenja in izvir prave sreče. Pomagaj nam, ko dušno opravljali poklic, ki smo ga prijeli od Boga, da bomo v vsakdanjem življenju ustvarjali občestvo in povezanosti s cerkvijo, navdušeno sodelovali pri graditvi civilizacije ljubezni. Izprosi nam milost trajnosti, da bomo v duhu blagrov živeli dosledno krščansko življenje. Daj, da se bomo pod vodstvom Marije Pomočnice nekoč mogli srečati s teboj v veliki nebeški družini. Amen. Sveti Janez Bosko, Marija pomoč kristijanov, slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Spoštovani gospod nadškof, ko je nekaj let pred smrtjo papež Leon XIII. Don Bosku zaupal zelo težko nalogo dograditve cerkve srca Jezusovega v Rimu. Ko sta se srečala Don Bosko in papež, mu papež pravi: denarja ti ne morem obljubiti. Don Bosko pa odgovarja: tega tudi ne pričakujem. Želim samo, da nas blagoslovite. Tako želim tudi jaz ob sklepu tega bogoslužja. Z velikim veseljem dajem blagoslov vam vsem, ki ste tukaj, pa celotni poti relikvij svetega Janeza Boska po Sloveniji. Naj bo to res priložnost za novo širjenje svetosti med nami. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Gospod, ki navduhuje vsak dober sklep, naj vas nenehno posvečuje svojo milostjo in vam pomaga, da boste zvesti obljubam svojega krsta. Amen. Kristus, dobri pastir, naj vam pomaga, da boste veselo služili bratom in sestram in po zgledu našega svetega Janeza Boska. Amen. Vam, ki ste radostno obhajali praznik njegove prisotnosti v relikvijah, naj Gospod podeli moč, da boste vztrajno hodili po poti vere, upanja in ljubezni. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru.